Zgodovina električnih kitar. Električna kitara je izum, ki je nastal na podlagi različnih idej izdelovalcev kitar in elektronskih navdušencev. Potreba po njih je nastala v 30. letih v obdobju Big Band zasedb, saj takratne kitare niso bile dovolj glasne za takratne inštrumente teh skupin. Na začetku so bile to hollow body kitare, na katere so pritrdili magnete. Eno prvih električnih kitar, takih kot jih poznamo danes, je naredil Les Paul. Prva komercialno uspešna kitara pa je bila Fender Esquire, izdelana leta 1950. Električna kitara je bila ključni inštrument v večini glasbenih zvrsti v poznih 40-ih, kot so blues, rock and roll in blues rock v 60-ih. Uporabljena je bila tudi v drugih zvrsteh, kot so country, ter celo v sodobni klasični glasbi. Vse te spremembe na področju glasbe pa ne bi bile mogoče brez odkritja Michaela Faradaya. Bil je angleški fizik, ki je prvi spoznal pojav elektromagnetne indukcije. Vedel je, da električni tok ustvari magnetno polje in se tudi spraševal o tem, ali je ta pojav obojestranski, torej, če lahko sprememba magnetnega polja in posledično sprememba magnetnega pretoka vpliva na električni tok. Ugotovil je, da to drži, in na podlagi njegove ugotovitve funkcionira mnogo kasnejših izumov, med drugim tudi kitarski magneti. Kar se tiče izražanja, smo tu Slovenci nekoliko osiromašeni, saj je magnet le sestavni del tega izuma oziroma te naprave. Pravilni izraz je odjemnik zvoka, ampak se v praksi le redko uporablja in zato to ime ponavadi posplošimo kar na kitarske magnete oziroma po angleško se mu reče pickup. Magneti so lahko tipa alnico, okrajšava za aluminij, nikelj in kobalt, ali keramični. Oviti so z več tisoč ovoji tanke bakrene lakirane žice, ki tvori tuljavo. Tu je skica enega izmed 6 magnetov, tuljava ter struna. V bližini magnetov se pozitivno in negativno nabiti delci v struni prerazporedijo. Temu pojavu pravimo influenca. Ko struna zavibrira, se delci v njeni notranjosti pomešajo med seboj, kar povzroči spremembo magnetnega polja. Zaradi teh zunanjih vplivov se v tuljavi inducira napetost, ki je odvisna od spremembe pretoka v odvisnosti od časa ter od števila zavojev bakrene žice okoli magnetov. Graf inducirane napetosti bi tako izgledal kot sinusoida. Frekvenca inducirane napetosti bo enaka kot frekvenca vibracije strune. Torej, inducirana napetost vsebuje informacijo o struni ter njenih premikih. Pickupi torej pošljejo te informacije naprej. Med potjo lahko signal spreminjamo z različnimi efekti, ki so ponavadi v obliki pedal. Ko opisujemo signal iz tuljave, govorimo o milivoltih. A ko signal prepotuje do ojačevalca, ga ta ojača na nekaj voltno raven. Potem signal prejme elektromagnetni zvočnik, ki je po sestavi precej podoben pickupu, saj tudi vsebuje magnet ter tuljavo. Seveda poznamo tudi druge vrste zvočnikov, na primer elektrostatične, ampak sem se odločil za elektromagnetnega ravno zaradi navedenih podobnosti. Torej, zvočnik sprejme ojačan signal in občuti spremembe prej zaznanega magnetnega polja. Zaradi teh sprememb ter magneta, ki je prisoten tudi v zvočniku, se tuljava začne premikati in to z isto frekvenco kot struna na kitari. Na tuljavi je prisotna tudi membrana, ki te vibracije pretvori v nihanje zraka, torej zvok. Kako pa karakteristike strun vplivajo na zvok? Pri strunah je najbolj pomembna debelina oziroma masa ter napetost. Ko struna zavibrira, je od teh dveh karakteristik odvisno, koliko časa bo potrebovala, da se bo vrnila v prvotno ravnovesno lego. Tanjša oziroma lažja struna, ki je močno napeta, se bo premikala z večjo hitrostjo, torej z višjo frekvenco. To bi zaznali kot višji ton. Različni tipi magnetov oziroma pickupov. Pickup z eno tuljavo. Sestavlja ga samo ena serija magnetov, navadno za vsako struno eden.
Pikapi takega tipa so bolj občutljivi na spremembe v magnetnem polju in so zelo dovzetni za nihanja pri 50 do 60 Hz, ki nastanejo kot posledica izmeničnega toka v žicah ostalih komponent ali na primer zvočnikih ojačevalca. To povzroča veliko elektromagnetnega šuma. Ta šum je možno do neke mere zmanjšati z zaščito votlih delov glasbila, kjer se nahajajo pikapi in ostala elektronika. Pikap z dvema tuljavama ali humbucker. Večina pikapov uporablja magnete za tvorjenje magnetnega polja okoli strun ter induciranje električnega toka v tuljavi, ko struna vibrira. Humbuckerji pa so sestavljeni iz dveh tuljav. Ena tuljava ima svojo serijo magnetov orientirano sever-jug, druga pa ravno obratno. Zaradi različnih faz tuljav so interference iz okolja bistveno manjše. Temu pravimo tudi destruktivna interferenca, saj se interference obeh tuljav izničijo med seboj. Tu imam primer humbucker magneta, kot vidimo dve seriji magnetov ter tudi dve tuljavi. Aktivni pikapi. Ti vključujejo elektronsko vezje, ki dodatno obdela vzorčeni signal, vendar pa za svoje delovanje potrebuje napajanje, ki najpogosteje izhaja iz 9-voltne baterije. Velikokrat jih spremlja tudi predojačevalec ali izenačevalnik zvoka, ki je nameščen na samem glasbilu in omogoča oblikovanje tona. Tovrstni tipi pikapov imajo močnejši izhodni signal kot pasivni, zato je s pikapi takega tipa težko ustvarjati dinamično glasbo, saj nežnost ali robustnost glasbenika ne vpliva tako izrazito na obliko sinusoide izmenične napetosti. Večina kitar ima 2 ali 3 različne magnete na različnih mestih trupa. Te značilne razporeditve imenujemo konfiguracija magnetov. Razporeditev in vrsta magnetov je pomembna zato, ker ima vsak magnet svoj značilen zvok, na zvok pa vpliva tudi njegov položaj na kitari. Končne ugotovitve. Nihanje strune v magnetnem polju inducira napetost v tuljavi odjemalca. Inducirana napetost niha enako kot struna nad magnetom in tako pikap pretvori mehansko nihanje v električno, ki potuje po žicah kot signal, ki se ga lahko nadaljnjo obdela. Bližje je struna magnetu, močnejši je signal. Karakteristika pikapa v glavnem določa število vojev v tuljavi in moč magneta.